Vinska trta v tem trenutku zaključuje razvoj plodičev in večina grozdnih jagod se med seboj dotika. Colnarjevi iz Trške Gore obdelujejo dobrih 40 tisoč trt na 3 lokacijah, predvsem sorte, iz katerih pridelujejo dolenjskega posebneža. Letosna sezona je bila zelo zakomplicirana. Začelo se je že spomladi z obilo snega ter pozebo. Mi je sicer nismo tako občutili, ampak je bilo zelo stresno. Potlej je bilo pa veliko dežja, skozi smo mogli biti v vinogradu prisotni. Vegetacija je bila zelo dejavna, dejansko hitro raste, zato ker je veliko vlage, ni pa spet tako vroče. Kot pravi Domen Bajec z Novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda, peronospora v tem času več ne predstavlja velike grožnje. Peronospora se pojavlja večinoma sem še v vršičkih, vrhovih. To vpliva predvsem samo na lepotni videz vinograda. Sledilo bo še mogoče eno zaključno tretiranje proti tej bolezni. Za razliko od peronospore pa je oidi vinske trte precej bolj prisoten in za varstvo pred njim bo treba uporabiti učinkovita kombinirana zaščitna sredstva, pravi Bajec. Veliko je odvisno tudi od vremena. In mogoče tudi pričakovati, da proti koncu avgusta in september bo bil še kar deževen. Verjetno bo sledil tudi kakšen pojav botritisa, sive plesni in takrat bo treba razmišljati tudi še o zaščiti proti tej bolezni. Bolj kot ne smo bolezni zatrli, peronosporoidija nimamo, bomo povedali, kako bo z botritisom. Letos smo mogli špricati enkrat več kot lansko leto. Imeli smo tudi letos neke nesreče s točo, tako da smo mogli tudi tretirati. Padla je 25. julija ob 7. zjutraj, zelo nenavadno. Colnarjevi so lani pridelali približno 50 tisoč litrov žlahtne kapljice, letos je bo še več, saj bodo obrodile nove trte. Kleti pa so dejansko prazne, z veseljem pove 22-letni mladi prevzemnik, ki je izkušnje pridobival tudi v Luksemburgu in Franciji. Lani se trgatev začela 1. septembra, letos si pa pričakujemo tam po 20. septembru. Zdaj se je dejansko naprimer Frankine sedli začele lepo barvati. V preteklih letih so se vinogradniki ponekod veliko ukvarjali s pojavom zlate trsne rumenice. Letos se njeni simptomi še ne kažejo, se pa znajo pojaviti konec avgusta. V tistem času, ko bodo vinogradniki opažali ta bolezenska znamenja, jim je služba za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novem mestu na razpolago. Lahko nas tudi pokličejo, nudimo jim analize brezplačne in omogočamo in trudimo se, da čim bolj te najhujše bolezni omejimo in zadržimo. Vinogradniki si zdaj razumljivo želijo suhega in sončnega vremena, a tako kot vedno bo imela zadnjo besedo narava.